Oddahnite si, tu smo. Sejem Alpe Adria, turizem in prosti čas. Mi se bomo na sejmu predstavili skupaj 3 organizacije, in sicer Ribiška zveza Slovenije, ki združuje 64 ribiških družin in cirka blizu 12.000 članov, Zavod za ribištvo Slovenije in pa Zveza za športni ribolov na morju Slovenije, ki združuje 17 klubov z 1200 člani. Slovenija je zelo prepoznavna ribiška destinacija v svetovnem merilu, in sicer predvsem po sladkovodnem ribištvu in v okviru tega ribištva še posebej po muharjenju. Prav ribolovni turizem je ena najvišjih oblik našega turizma, saj turisti, ki pridejo k nam loviti ribe, prvič preživijo v Sloveniji kar nekaj časa, ponavadi vsaj par dni, in drugi so tudi izjemno dobri potrošniki, saj poleg samega ribolova, nastanitve ribiških dovolilnic radi tudi dobro jedo in tudi dobro pijejo. Mi smo veliko promocije usmerili v zadnjem času tudi na promocijo ribolovnega turizma v svetu, na specializiranih sejmih. Tu bi rad poudaril veliko zaslugo tudi agencije Spirit, s katero skupaj nastopamo na najpomembnejših teh tovrstnih sejmih, in lahko vam tudi zagotovim, da sejmi so še kako pomemben medij pri promociji. Mi recimo v zadnjih letih smo sistematično obdelali Francijo in Belgijo, recimo v obdobju 3 do 5 let, in zdaj beležimo več kot 10, blizu 20% večji obisk teh ribičev iz teh področij. No, jaz osebno se ta trenutek v okviru naše organizacije ukvarjam predvsem za promocijo ribolovnega turizma, zato smo veseli, da nas je razstališče tudi povabilo zraven. Tule bomo predstavili možnosti ribolova na sladkih vodah in na morju v Sloveniji, s poudarkom mogoče malo bolj na muharjenju. Obiskovalci bodo dobili lahko vse informacije o tem, kako lahko pri nas lovijo. Poseben poudarek bomo namenili mladim obiskovalcem in seveda vabilo, da se nam pridružijo in postanejo tudi člani ribiške organizacije ene ali druge. Zato smo tudi naredili en poseben program, naredili bomo ene vrste kviz oziroma za obiskovalce možnost poznavanja sladkovodnih rib in pa športnega ribolova. Poleg tega bomo na štandu predstavili tudi en projekt, ki ga načrtujeta Zavod za ribištvo Slovenije in Ribiška zveza Slovenije skupaj, in sicer ribiški park oziroma ribiška učna pot. To bo verjetno prvi tovrsten projekt, saj kolikor je nepoznano tudi v evropskem merilu, in sicer na področju v Gameljnah, kjer je sedež te organizacije, se načrtuje celotna površina v tem smislu. Tako da tudi to bi radi predstavili obiskovalcev. Seveda pa zraven malo ribiške kulinarike tudi ne bo škodalo, in sicer nekaj jedi bomo ponudili tudi iz rib. Pa kot sem že prej omenil, spremljajo nas tudi nekateri vinarji, ki bodo tudi dali kakšen kozarec vina, zato da bojo ribe bolj šle dol. Tako da upam, da nas boste obiskali in da vam bomo lahko kaj povedali o ribičiji.